V hiši kulture Pivka se predstavljam z razstavo Erozija prehoda. Če mogoče začnem najprej z naslovom. Sva z Mojco imeli kar en tak proces pri izboru. Namreč moj način dela je tak, da veliko zapisujem, veliko skiciram, oboje večkrat mogoče sploh nima direktne povezave z razstavo, ampak velikokrat potem se oziram nazaj in tudi najdem mogoče neke smiselne naslove, celot, če gledam razstavo kot neko celoto, ne kot posamične kose. Erozija prehoda v tem oziru mogoče govori tudi skozi ta prostor, ki so ga z Mojco nekako zastavili direktno, mogoče tudi skozi ta prehod, da je osrednji del prostora taki, tudi ohranja to neko svetlobo, mogoče malo toplejši ton svetlobe in da je vhod in izhod potem tudi samo svetlobo z občutenjem svetlobe, mogoče malo bolj recimo kot en uvod in kot zaključek v tem oziru. Moj način dela je zelo upočasnjen, če lahko tako rečem. Namreč, kot sem omenila prej, veliko časa seveda posvetim raziskovanju. Veliko časa praktično ni vidno zares materialna zasnova, ni vidna forma. Veliko časa v bistvu premišljujem, mogoče zbiram neke drobne materiale, vsebine, ki me zanimajo, moje lastne opazovanja in se skozi ta proces verjetno do neke mere začne v meni nabirati ali pa vsaj sestavljati neka bolj konkretna vsebina. Če se spet vrnem nazaj na to razstavo, je zelo očitno, da sem fascinirana nad obliko kosti oziroma estetiko kosti. In na tem mestu je smiselno poudariti, zakaj in od kje ta fascinacija. Namreč ena od mojih del, ki jih počnem, je klesanje nagrobnih napisov. In to delo opravljam že vrsto let in delam večinoma na terenu, kar posledično do neke mere efektira tudi moj umetniški proces. Velikokrat seveda sem priča kosom oziroma tudi priča akciji izkopavanja grobov. Včasih tudi sama moram stvari premakniti, da lahko delam. Tako da iz tega stališča seveda me velikokrat ta vsebina nagovori. Je pa to nekaj, kar ni nujno morbidno ali težko, ampak je tu neka lepota v tišini, v nekem brezčasju. In ta odsotnost mogoče telesa, ta odsotnost identitete telesa je potem mogoče to, kar me najbolj nagovori, s čimer se ukvarjam že vrsto let, v bistvu s tematiko identitete, kakor sem začela v odnosu do spomina in kasneje vse bolj oklestila do te mere, da je potem prešlo iz tega individualnega, subjektivnega v neko univerzalno, v nekaj splošnega, v nekaj mogoče malo bolj čistega. Na razstavi vidimo podobe kosti, ki pa niso samo človeške kosti. Se pravi, tam v kotu vidimo en kos, ki je sestavljen iz kosti stegnenice, ki je prelomljen, ki ga sestavim. Zelo značilna je
repetitivna oblika, se pravi, ves čas se nekaj ponavlja in s tem gradim neke druge zasnove, mogoče iz ene kosti, ki je nam znana kot določena kost, potem kasneje to pride v mogoče občutek, da je to hrbtenica oziroma da je to neka druga struktura v telesu. Druge kosti so kosti mladega srnjačka, ki spet spremenim formo do te mere, da nam postane znana, se pravi, da jo občutimo mogoče kot lastno medenico. V prvem prostoru se nahaja 5 kosov, 5 odlitkov, ki so med seboj povezani z konstrukcijo in na ta način skušam v bistvu določiti neko mogoče mejo med materialnostjo kosti, ki je fina, ki je dodelana, da skoraj ne vemo, je mogoče mehka, je trda ali je narejena mogoče izklesana iz kamna, ne? In potem ta drug material, ki je kovinski, te kovinske zaponke, navojne palice, kar deluje precej robustno. Se pravi, 5 kosov izgleda na videz, izgleda identično. Ampak vsak je ustvarjen s popolnoma nekim avtentičnim pristopom. Se pravi, želim tudi s to repetitivnostjo ustvarjati unikatnost. Se pravi, tretji element, ki se pojavi na teh kosih, je silikon. In ta silikon je mogoče eden od materialov, ki je bližje koži, če govorim tukaj o kosti. Torej, silikon se v potisku z drugim materialom mogoče spremeni, tako kot potisk kože. S tem, ko te vezice napenjam gor, jih stisnem, se tudi na sami površini silikona ustvari vdolbina oziroma nek potisk, ki je bližje razumevanju površini telesa, se pravi mesenosti, koži, in ne kot kost, ki deluje zelo trdo, zelo neuničljivo na nek način. Torej, osvetlitev v prvem prostoru tako nakazuje prehod in vhod v ta drugi prostor, kjer gledalec dobi neko idejo, da je tu kost kot eno telo, se pravi, da ne govorimo več o telesu, ki je prepoznavno, ki je telo z neko identiteto, ampak govorimo oziroma hočem govoriti o tej notranjosti, tej strukturi, ki je velikokrat nevidna. In potem preko tega, da izluščim, postane lastno telo, se pravi, postane ta kip, ta površina, ki govori o drugi vsebini. Torej, ko vstopimo v drug prostor, kar gledalec dojame, je to, da pravzaprav z vsemi kosi govorim o enem telesu. Da govorim o eni vsebini, ne o tem, da je tam en kos, da je tam ena kost, ki nekaj predstavlja, ampak dejansko govorim o enem telesu, ki se do neke mere prikaže tu na tej fotografiji, na tem printu, ki je nastal s pomočjo Urške Bevc, ki je to fotografirala. Na fotografiji sem jaz. Torej, fotografija je na tem mestu skoraj nujna, ker z njo dobimo nek dodaten vpogled v to možnost živega, torej možnost, da ne govorim o degradaciji, da ne govorim o propadu, da ne govorim o nečem, kar je že, ne, tako kot je kost, kot nek ostanek,
živega, ampak da govorim o živem. In zato tudi ta prostor ohranja svetlobo, ki jo Hiša kulture ponuja, torej svetloba, ki je topla, na nek način tudi s postavitvijo, z višino tega printa skušam doseči delno, rahlo, vzvišen občutek, da je to telo ali da je ta oseba mogoče niti ne človeška, da je v tem telesu nekaj, kar je v slikah, ki so predstavljene z ikonografijo, torej nekaj vzvišenega. In iz tega stališča, mogoče to samo kot ena dodatna informacija, niti ne toliko, da bi govorila o neki vzvišenosti, ampak samo dodaten občutek, ki ga gradim skozi postavitev. Torej, kos, ki se nahaja v tem prostoru, dva kosa, ki se nahajata, sta, se pravi, spet enaka, vsak je odlit v drug material, en je v gipsu, v mavcu, drugi je v epoksi smoli. Tu se bolj poigravam z enim občutenjem površine, se pravi, kost kot taka ima svojo lastno površino in v tem enem od kosov iščem to subtilnost, to čistost, nežne prehode. Medtem ko druga za epoksi smolo govori veliko bolj o mogoče koži, o mehkobi, in sta postavljeni nasproti drugi, kar v bistvu ves čas hočem tu ustvariti, se pravi ta medsebojni odnos, dialoge med deli in ustvarja določen prostor in distanco, se pravi prazen prostor, ki naj bi s tem odpiral gledalcu možnost tudi za neko refleksijo oziroma za občutek lastnega prostora. Torej ja, razmišljam o gledalcu, ko postavljam razstavo, razmišljam, kako bo vstopil, kje in koliko prostora bo imel okrog. Razmišljam o tem, kaj lahko vidi iz ene točke v drugo, se pravi iz enega prostora v drugega. In na nek način si želim, da je tudi gledalec kot to telo vpet v njegov prostor, se pravi ne, da mu skušam prostor odvzeti, napolniti z eno vsebino, ampak razmišljam o njemu kot delu te postavitve. Na fotografiji želim, da telo po svoje nosi dvoumnost, se pravi dvoumnost kipa in živosti. Se pravi, da je ta površina kože skoraj marmor, da se nam zdi, da telo nosi podobne lastnosti, kot jih nosi mogoče nek izklesan kip iz marmorja. Oblika telesa nam ne da vedeti, ali telo vstaja, ali pada, se spušča, ali je v občutenju nelagodja ali ubodja. In ravno ta meja me zelo privlači in me zelo zanima, torej ta meja med nelagodjem, med občutkom mogoče neprijetnosti, da je hkrati to nelagodje privlačno, da je tudi nekaj v tem, se pravi tudi v samih kosih, nekaj, kar te v bistvu privlači, kar si želiš dotakniti ali pa te mogoče odbija. S tematiko odsotnosti sem se začela ukvarjati ali pa me je začela zanimati
že zelo zgodaj po akademiji. Takrat sem se veliko ukvarjala s prostori, s praznimi prostori, zapuščenimi prostori, ki so bili nekdaj domači prostori, se pravi domače hiše. In od tam se je zelo na hitro potem razvilo to zanimanje za tematiko odsotnosti. Se pravi, če to niso vsebinsko direktno povezani, me ves čas nagovarja ta njihova estetika, subtilnost površine. Ko preidemo v tretji prostor, smo prvič soočeni z drugim materialom, se potem prvič prijemo v stik z mehkim materialom in to je volna. V preteklosti sem veliko delala in še vedno me to zanima, se pravi mehke skulpture, skulpture, ki nosijo nek proces, dolgotrajen proces izdelave, ali je to vezenje, ali je to šivanje, ročno šivanje. Se pravi, tu se na steni prvič pojavi nek tak relief, ki na prvi pogled mogoče ne deluje popolnoma jasno, vendar je zgrajen po strukturi tlorisa. Nitke, ki so napete od žebljička do žebljička, s tem dodatno ustvarjajo neke nianse, svetlobe, sence. Hkrati želim, da nakazujejo neko določeno pot proti izhodu. Če gledamo iz vhodne smeri, vidimo delček te postavitve na steni in tloris na steni zame nosi specifičen pomen, namreč zarisuje prostore, v katerih sem živela v preteklosti in je tu čisto en tak oseben odnos, ki niti ni nujno, da je gledalcu znan. S tem, ko se pojavijo določene sence in hkrati tema, spet nagovarjam k določeni smeri, se pravi k smeri prehoda, kjer se pojavi ta množina, spet ti repetitivni elementi posodic, napolnjenih z vodo. Vsaka od njih je izklesana iz kamna in četudi izgledajo mogoče enostavno, preprosto narejeni, je za njimi veliko enega takega detaljnega dela, upočasnjenega dela. Tu pride do tega, da se pojavi voda kot ta naraven element, ki je ključen tudi zaradi samega naslova, torej erozija zahteva neko vodo, nekaj, kar sproži ves ta premik. Hkrati je delo naslovljeno kaplje oziroma drops in s tem pušča odprt pomen, ali je to kaplja, ki je del žalovanja, ali je to kaplja, ki je tako kot voda, reka, nek element, ki v bistvu je del prečiščevanja, očiščenja. Zato se pojavi tam na koncu in enako kot v prvem prostoru je luč, ki je horizontalna luč in s tem določa nek vir svetlobe, ki je pod našim očiščem in prostor v bistvu iz neke višine, iz tega stenskega tlorisa prenese proti tlom in mogoče celo gledalca sili, da počepne nižje, da pride do te spremembe v prostoru.
tudi do zarisa v prostoru.